Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lepo pozdravljeni ljubitelji podcasta Mladost na kmetiji. Tokrat nas je raziskovanje po slovenskem podeželju pripeljalo do 22-letne Nine Kresnik iz Turiške vasi na Pohorju. Nina trenutno obiskuje prvi letnik magistrskega študija agronomije na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Glavna dejavnost njihove kmetije je živinoreja. Njeno najljubše opravilo je, kot pravi, pospravljanje sena. V hlevu je zadolžena za molžo, zelo rada pa peče, predvsem sadne torte. Nina, lepo pozdravljena. Dober dan. Ja, sem omenil sadne torte. Kdaj nazadnje si jo spekla in za koga? Nazadnje je bilo za Atija, ko ima januarja rojsten dan. Pa ni toliko sadje, kot je to, da je dosti smetana noter za njega. Tako je kar na žlico poleg je. Se pravi, vsak družinski član lahko malo zbere Absolutno. kakšne sestavine in razmerje. Samo je največ Ati poje, tako da še vedno dosti smetana poleg. Super. No, o teh pekovskih in drugih podvigih bomo nadaljevano več povedala. Nina, smo torej v Turiški vasi na Pohorju. Opiši mi malo vašo vas, vaš kraj. Ne gre za v bistvu hribovsko kmetijo, smo na okoli približno 700 metrov nadmorske višine. Tako. Nahajamo se v okolici Slovenske Bistrice, slabih 10 minut v brege, levo desno, tako da zna biti kar naporno za ene ljudi včasih, da pridejo gor. Imamo dosti hribov okoli nas, goša oziroma gost, travniki, dosti je živali, vsaka hiša ima svojega pesa, mačko, kravo, če je možno. Imamo tudi eno gostilno, ko so tudi v bistvu naši sosedi. Pa ja, lepo je, vse letne čase. Vam ni dolg čas, ne? To pa absolutno ne. Tudi lepa kulisa nas je pričakala, moram reči. Snežna odeja. Torej, ste živinorejska kmetija. Koliko glav živine je v hlevu? Med letom med 40 pa 50. 50 je res maksimalno. Zdaj pa imamo okoli 45, se mi zdi. So tudi na paši, ko je čas za to? Pasemo krave pa telice, bike imamo celi cajt noter v štali, pa pasemo tam od konca maja pa skoraj že novembra, zdaj ko je bolj toplo. Imajo dosti prostega časa. Ja, ko smo se peljali do vas, smo videli posamične vinograde, ne? Se pravi, so tudi trte v teh koncih. Ja, sicer malo nižje v Visalah, ampak tudi mi imamo slabih 1000 trsov, toliko da imamo mi rujno kapljico doma za spit, pa ja, v bistvu bolj za sebe. Pa za študente v Ljubljani tudi časih, da pokažemo, kaj je pravo vino. Seveda, ker študiraš, ne? Ja. In si v študentskem domu in lažje vstopnica, ne? Lažje navezati stike, če imaš bolj nekaj samo. poceni, če ne drugega. In pa seveda goše imate pa tudi za lastne potrebe. Kurimo na drva, tako imamo tudi šporhert. Krušna peč. Pa štedilnik na drva. Ja, seveda, najboljša juha se skuha na navadnem Na šporhertu. Na šporhertu, ne? Ja. Zdaj, ob starših imaš še starejšega brata, starejšo sestro, torej vas je 5. Zdaj, starša sta imela, kot si mi pripovedovala, oziroma imata ob kmetiji tudi svoji redni službi, a ne? Brat in sestra sta tudi že zaposlena. Torej, ste res na multiobratih, lahko rečemo. Ja, sicer Ata se je zaposlil letos, šel v penzijo, tako da ima zdaj malo bolj sproščeno na kmetiji. Mama pa še vedno dela, pa brat pa sestra tudi, tako da. Ampak še gre. Pravite tudi, oziroma praviš, da se glede prevzema, se tudi še dogovarjate, kaj bo, morda tudi tebe veseli, da bi prevzela oziroma da bi kmetovala? Mislim, težko mi ni, včasih ampak je tudi kar zabavno. Sploh, če nas je več doma, če smo vsi 3 otroci, je ultra zabavno. Sicer Ati se pol malo jezi, poleg kako dolgo kaj delamo, ampak mogoče, nismo še tako daleč prišli. No, bomo videli, saj čas pove svoje tudi, ne? Ja, normalno. Zdaj, dejala si mi tudi v pogovoru, v pripravi na ta pogovor, da je s kmetovanjem pri vas začel v bistvu tvoj dedek, ne? Ki si je priženil tule gor. Ja. Deda je bil tudi Alojz. Tako da prvo so imeli 1 ali pa 2 kravi, ko sem prženil, pol pa so imeli tudi, deda je s konji vozil, pol pa je začel na govedo, tako da je bilo že enih par krav, pol pa sta tako mama pa Ata prevzela nekako. Ne vem, če so že bili te mladi prevzemniki, ko sta ona to šla, ampak sta pol razširila, pa traktori, pa nova štala, tako da. Imamo zdaj kar dosti že za delati. Torej, če vas je 5, za vsakega se najde delo. Še za več bi bilo. Še za več. Še Luk si včasih dela.
Kako pa se sicer spominjaš ti otroških let in odraščanja na kmetiji, ne, skupaj z bratom, sestrami? Ste sigurno tudi kaj ušpičali, ne? Po domače. Absolutno. Ful zabavno, res, ne bi nič spremenila. Ful sem rada traktor vozila, ko sem bila že mala, tako da sem tudi pri 16 šla delati izpit za traktor. Ko smo bili brat pa sestra, smo se vedno nekaj igrali, nekaj metali, da pač smo naredili, kaj je bilo treba, samo še poleg kakšne stvari. Ja, tudi živali, poleg, ko odraščaš, mali teleti, sicer so prej zrasli kot jaz, pa krave so tudi kar velike. Ampak ja, mačke, pesi, res luksus. Imate pa tudi svoj sadovnjak? Imamo posamezna drevesa okoli hiše. Ker namreč, da povem za naše poslušalce, zdaj pijem tudi jaz en vaš sok, torej domač. Ja, to mami kuha. Zdaj je jabolka pa hruška, pa te bolj stare sorte imamo, tako je beličnik, mošancel, ajde reci se nimamo. So najbrž tudi te sorte bolj odporne, ne? Ja, ker ja. so avtohtone domače in tako naprej. Pa starejše od vseh pri nas doma. Ja, torej dela, bomo rekli, v hlevu, vinogradu, gozdu, sadovnjaku oziroma okoli hiše je vedno dovolj. Kaj pa je tvoje najljubše kmečko opravilo in zakaj je ravno to? To, ki ga boš zdaj povedala. Najbolj pogosto. Ali pa najbolj pogosto. Ja, najbolj pogosto dojim krave oziroma molzem. Nekako mi je padlo v roke, da vedno grem to delati, da imam mir, pa radio pržgano, pa krave imajo mir. Drugače pa poleti pa je to biti na traktorju. Specifično obračanje sela. To te sprošča najbrž, ne? Ja, pač sam si na traktorju, pa je res radio, edini traktor, ko ima radio, lahko z njim obračaš. Zato si se zagrebla za to, ne? Ja, pa sej vsi, tudi sestra, brat najrajše res, mislim, za brata sicer ne vem, ampak vem, da z mojo najrajše obračama. Pa greš samo levo, desno, pa to. Ne rabiš fejst misliti, ko delaš. Kaj pa teren? Vidim, da je kar strm na določenih z leti pride. Zdaj me je že malo manj strah, ko je bilo par let nazaj. Ampak se pa še pazim, da rajši pustim kakek, pa na roke pol, če je treba. Je oče morda kaj bolj zaščitniški do tebe in sestre, glede na to, da sta dekleti? Absolutno ne. Absolutno ne. Ja, vama torej zaupa, ne? Tudi izkušnje naredijo svoje. Ja, sej rade delamo vse, mislim, tudi gnojšnico voziti, pa gnoj basati, pa tako sem rekla, dojiti, tudi v gošo gremo skupaj, tako da res delamo popravljanje stvari, seveda. Ja, do tega bova zdaj prišla, ne, ker si mi rekla, da se lotiš tudi zelo rada vseh fantovskih opravil. In kaj to pomeni, ne, ta fantovska opravila? Ker si menda zelo tehnični tip, ne, človeka osebe, torej rada popraviš, zašraufaš kakšno stvar? Ja, najrajši, ne bi rekla najrajši, ampak je tak izpolnjujoče, bi rekla, da popraviš nekaj, ko se je zlomilo, še posebej, če to uniči nekdo drug. Tako je to večkrat, da nisi ti kriva, recimo? Ja, sem večkrat tudi jaz kriva, to je res. Ampak če hitro popravi, noben ne ve. Ampak ja, pač letos smo ful gum menjavali, slučajno, na trosilcu za gnoj, na cisterni za gnojšnico, še na traktorju smo menjavali zatem, tako da. Pa ful moraš biti, močni moraš biti in to hvala Bogu srno. Ja, in ti gre. Ja, absolutno. Se pravi, tudi sama, tudi če nobenega ja, zraven. Komod. Če pa ne gre, pa se znajdeš malo, uporabiš druge orodja. Če ne pa luks pomaga, ne, kuža. Ja, mislim, on se po moje vsedo gor, ampak ja, no, le, pomaga gledati, ne. ja, to pa vedno. Tudi to je nekaj. Pazi, da se ne nekaj zgodi. Ja. Torej, iz vsega tega lahko sklepam, da si še rajši kot pri notranjih hišnih opravilih zunaj, v teh zunanjih opravilih, v hlevu, na travniku, v gozdu in tako naprej. Sploh, če gre za pucanje. To pa ne morem, to pa, hvala Bogu, moja rada puče. Kuham rada, to je mislim ena izmed bolj tisto, kar res rada delam. Ko pa se treba res pucati, tako za Božič, pa že veliko noč, te pa me doletijo okna v hiši. Ja, vidim, da je v hiši kar nekaj oken, ne? Ja, pa to je samo eno nadstropje. Ampak ja, drugače pa res rajši zunaj, tudi luft je malo boljši zunaj. Ja, to pa seveda. Pa luks je zunaj v hiši, ne sme biti, ne. Ja, nima vstopa, ne? Ne, nima vstopa. Ja. No, ko smo ravno pri tem, ne, praviš, da rada pa kuhaš, oziroma še raje pečeš,
Tudi zdaj slišim, ne, da v pečici se nekaj dogaja, torej se nekaj pripravlja. Ne, bomo morda tudi kaj poskusili na koncu, ne vem. No. Si malo domišljam ali pa tudi ne. Jaz sem bi mogla dišati že. Katero jed tvoje domači najbolj pohvalijo, kaj bi rekla? Ni sicer kmečka, ampak špageti bolognese ali pa polaše makaron flajš. To tudi sama najrajši jem, ker imam res rada testenine. Pa tudi najbolj pogostokrat to kuham. Ampak, ja. Ja, ne, prej si rekla na začetku, sem omenila, ne, da torte rada pečeš in da se pravi to, kar vsakdo od družinskih članov ima rojstni dan, lahko pričakuje od tebe torto. Ja, sprejemamo tudi glasbene želje včasih, da kjer je noče sadja, da hoče čokoladno, tako da se da vse zmeniti. Tudi glede okusov. Ja. In to si samouk ali si morda obiskovala kakšen tečaj? Kako to ne, ta ljubezen? ampak sestro smo začeli, ko smo bile male, peči nekako, da smo sicer so izgledala malo hecno, pa dosti je bilo barv gor. Pol pa je nekako prišlo, da zdaj že ravno prerežem torto, to je kar težko. Ampak ja, pa ful je fajn okraševati z različnimi palčkami, pa biserčki, pa take stvari. Ja, k najrazličnejšim jedem sodi pa tudi vino. In vi imate svoj vinograd, katere sorte vin pa pridelujete oziroma imate? Vse, kar so značilne za Štajersko, bi jaz rekla. Res imamo šipon, laški, renski rizling, rumeni muškat, najde se tudi kakšna rdeča sorta, tako modra frankinja ali pa Izabela, ampak pol vse to naredimo z vrst. Z vrst, ja. Tako. Se pravi, tukaj, kot smo prej govorili, da je kar precej vinogradov, je ta želja po ohranitvi. Vemo, da v določenih predelih Slovenije se vinogradi krčijo, enostavno ni več mladih, ki bi jih to zanimalo. Je v teh koncih kaj drugače? Kaj bi rekla, kakšna so opažanja? Vse določeni, pač, da jih opuščajo, če le možno si naredijo travnik ven, so pa tudi eni na novo postavljeni, tako da mislim, da interes je, pa se smo te Štajersko. Ja, za Štajerce pa vemo, ne? Se spodobi, da mora biti svoja klet. Nina, bi se sedaj preselila tako na vednicah še na eno drugo področje tvojega delovanja. Namreč v okviru Zveze podeželske mladine Slovenije si od lani tudi precej vpeta v mednarodno sodelovanje. Zdaj, kaj to konkretno pomeni, ta mednarodno sodelovanje? Ja, gremo izven Slovenije. Sodelujemo z dosti evropskimi državami. Lani sem šla tudi prvič na eno izmenjavo v Estonijo. Izmenjavo. En teden je bilo ful fajn. In se v bistvu reče European Youth Rally, ki ga letos tudi v Sloveniji organiziramo. En teden smo se v bistvu izobraževali bolj kot ne, pa družili, pa spoznavali druge kulture, malo raziskovali tudi Estonijo, kjer je najmanjša kmetija 300 hektarjev. Je bilo res zanimivo in rada potujem, rada imam druge države, tako da če le možno grem malo okoli po svetu. Ja, pa tudi Estonija ima res drugačno lego, ne? Mislim, da je tam najvišji vrh še 300 metrov, ni, ja, res ne je moramo ravno. reči vrh ravno. Tam se voziš se 3 ure v eno smer, pa še kar nisi nikam prišel. Nobenega brega, nobene gore, res je ravno. Ja, omenila si torej organizacijo poletnega evropskega srečanja podeželske mladine v Novem mestu ali krajše rally, rečete vi na podeželski mladini, in ti si tudi v bistvu sovodja tega srečanja in pri tej organizaciji. Nam lahko malo predstaviš, kje točno bo to poteklo, kdaj, kako potekajo priprave? Priprave so se že začele, že mislim, hitro po lanskem ralliju v Estoniji, tam okoli septembra smo se že prvič dobili. Da zbiramo ekipo, zaenkrat mislim, da smo se kar nabrali že za vsa področja, od snemanja, od fotografiranja, izvajanja delavnic. Letos bo to potekalo na Dolenjskem, na Centru biotehnike in turizma Grm. Pričakujemo pa okoli 100 udeležencev iz večjih evropskih držav. In letošnja tema je participacija mladih v lokalnih skupnostih in pa vključevanje v lokalne politike, da so v bistvu, da dobijo neke smernice, kako na prav način izražati svoje mnenje, da pač lahko naredijo spremembe v svojih skupnostih. Tako da upam, da bojo tudi kaj odnesli od tega. No? Ja, omenila si eno zelo pomembno zadevo, torej, da bo tema, kako so torej mladi vključeni, kako participirajo pri teh kreiranju politik in tako naprej.
Se ti zdi, da ste mladi, če govorimo zdaj v slovenskem prostoru, dovolj slišani oziroma premalo vključeni v te odločevalske zadeve oziroma se vaš glas dovolj sliši? Različno na področjih, bi jaz rekla. Zdaj se dosti oglašajo glede študentov, smo malo manj uslišani, ampak se mi zdi pa, da je vsako leto boljše, da se malo izboljšuje situacija. Pa tudi, ko nam bo res nekaj hudega ali pa da nas bo ful motilo, se mi zdi, da smo sposobni narediti nekaj za nas, da bo boljše. Zdaj omenila si to lansko srečanje v Estoniji, kjer ste bili že z mladimi, torej si v stiku z mladino po Evropi. Imajo tam tudi, najbrž mislim, podobne težave oziroma podobne izzive kot v Sloveniji, ali kakšna so tvoja opažanja? Ja, največ smo se pogovarjali o mladih na podeželju, pa še skoraj bolj o mladih na samih kmetijah in je povsod isti problem, ker je kmetijstvo nehvaležen poklic v javnosti. Nima dovolj spoštovanja, koliko dela pa znanja treba vložiti v to in to se po celi Evropi se vidi. In vedno manj mladih ostaja na kmetiji, ker ali nimajo energije, nimajo sredstev ali pa pač se sploh ne splača, da bi se to peljalo naprej. Pol pa pač uspevajo večje kmetije, ki pa tudi na neki točki ne bojo mogli več prevzemati vseh mladih. Kaj pa recimo tebe konkretno veseli na kmetiji, na podeželju, konec koncev tudi tvoja sestra, tvojega brata? Kaj vas navdihuje? Ker se dejansko vidi iz tvojega pogovora, da želite ustvarjati in živeti tudi od dela na podeželju. Ja, eno je iz generacije v generacijo, že imamo to kmetijo in da je deda delal na tem, da se ati že 60 let že dela, obdeluje. Pa da so nas, ko smo bili mali, so nas ful res pletli v te stvari, da smo se čim prej naučili delati, ali nas je ati, ali smo jaz sem se od Maje učila dojiti, pa od Kristjana še par drugih stvari, tako da čisto drugačno vzdušje, območje je, ko pač si doma na kmetiji, imaš lahko prostor za pesa, pa lahko si bolj glasen, bolj svoboden si, pa tudi od mesta, v bistvu nismo zdaj oddaljeni 2 uri po avtocesti, ampak smo glih prav, no, pa res je super. Dovolj odmakni, pa hkrati dovolj blizu, ne? Tako. Povejva zdaj v zadnjem delu pogovora še nekaj o tvojih hobijih in interesih. Zdaj vem, da se rada družiš z otroki. Ko si bila sama otrok, si prek Rdečega križa šla na počitnice na morje. Zdaj, ko si odrasla, pa si prostovoljka oziroma animatorka otrok, ki jih Rdeči križ pelje na morje. Lahko rečemo, da na ta način vračaš hvaležnost za to, česar si bila sama deležna kot otrok. Ja, Pulat je bila res super izkušnja vsako leto. Vsi trije smo hodili. In smo res komaj čakali, da gremo na morje, ker pač je še vedno ful dela poleti. Ja, pač tudi dosti prijateljev sem spoznala, ko z enimi se še zdaj poznamo iz Punata. In zanimivo je videti, kaj vse da vzgojitelj otrokom, ko pač je z njimi 10 dni, od jutra do večera. Tudi kakšne zabavne otroke spoznaš, pa se vidi razlika od meščanskih otrok in takih, ki pridejo s podeželja. Ampak je pa res super izkušnja, tako da upam, da bom še večkrat šla poleg. Ja, tule je pa turiška vas na Pohorju, imate pa tudi hribe, morda tudi kaj več snega po zimi, ste se tudi smučali in sankali kot proti Utež morju. Ja, ko smo bili mlajši, je bilo veliko več snega. Včasih smo se na sosednjem bregu tamle sankali ali pa včasih celo smučali, te smo mogli štamfati celo pot gor. Je bilo kar naporno, 2-krat smo se spustili, pa je bilo dovolj. Ja, imamo pa res radi sneg. Tudi te, ko so bile hude zime, so bili visoki zameti okoli štale, da so bili tudi igluji, pa snežaki. Ja. Imamo vsaki letni čas je lepi tu gor. Ja, verjamem, da res. Zdaj, rada imaš pa tudi glasbo in ne igraš sicer nobenega inštrumenta, ampak rada pa zapoješ. Ja? Ja, sicer igrala sem frulico v 3. razredu. In to ne šteješ v svoj življenjepis glasbeni. To je bilo kuža pazi, pa je bilo konec, se mi zdi. Ampak ja, res glasbo pa poslušam, ko je le možno. Ko kuham v avtu, ko se vozim, je to radio, v štali imamo tudi radio. Na traktorju, ne? Ja, če le možno. Če ne, pa imam tudi prenosni zvočnik, tako da. Ampak res, to pa
cel čas. Pa tudi mama, sicer mama posluša bolj drugi žanr glasbe, ampak ja. Ti si odprta za vse žanre. Vse, absolutno vse. Poleti so to narodno zabavne na veselicah, zdaj v Ljubljani so bolj pop ali pa tudi španske, italijanske, hrvaške, ni da ni. Ja, v München si šla pa na koncert Adele. Ja. Aha. To je pa najboljši koncert v mojem življenju. Adele poslušam pa že izdala prva, ko so zvedla za njo. In res legenda bi. Najljubši komad? Zdaj iz novega albuma bi rekla I drink wine, naslov je, da pijem vino. To gre se opada z okoljem, kjer živiš? Ali, ja. Drugač pa Hello je za mnoge. Za mnoge, ne? Samo meni pa ni. Jaz bi rekla, da Hometown Glory, mogoče. Ja, torej v glasbi res najdeš eno sprostitev, pa tudi veselje, se vem, glasba sprošča neka drugačne občutke in čustva. Ne? Kaj pa še tako prosti čas, ko imaš prosti čas, ko poštališ vse, ko spečeš torto, ko je vse ponarejeno, kam se kaj rado odpraviš tule naokoli? Sem med bolj lenimi člani družine, tako da sprehod z Luksijem je fajn, ampak tudi drugi bolj hodijo okoli z njim. Rado berem knjige, glasbo seveda poslušam. Rado gledam filme, serije, pa med vikendom pa kar dosti, sploh če je smučanje po televiziji, te sedimo tule zadnjem pa gledamo slalom. Alpsko smučanje? To bo ja. Super, tudi jaz sem zelo rad slalom. Ženski, moški slalom? Zadnje čase je moški bolj zanimiv, bi jaz rekla, ker je dosti drame se dogaja. Čeprav ni toliko Slovencev praktično ni na štartni listi, ampak in kam te vleče? Norvežanom, ker jih je kot res, ali Clement Noel mogoče? Ja, to je bilo zdaj, ko je bilo svetovno prvenstvo vstopil, ne? Ata Lavija za Noela, jaz pa za bilo koga drugega. Družinska drama, bitka. Ja, super, res. Krasno, da ima človek veliko hobijev, ker potem se tudi preko tega sprošča in tako naprej. Nina, čisto za konec bi ti zdaj rad zastavil še nekaj hitrih in dinamičnih vprašanj, pa te prosim, če na nje odgovoriš, ker ti najprej pade na pamet. Verjamem, da ne bo težava. Najlepši otroški spomin s kmetije? Vem, da ko smo bili mali, smo se lahko na kladalki vozili domov, tako na sprednjem delu, ko si šel v stravnik, ali nisi rabo iti peš. To je bilo kar zabavno. To je pa tudi moj otroški spomin, veš? Samo mi smo bili pa v nakladalki. Ja, tam je bilo vseeno, ni bilo placa. Ja, pol si že šel ven, ko je bil čas, ko je bil premalo prostora. Ko sem na traktorju, se počutim? Ker kul. Res super, ja. Kdo je tvoj največji navdih in zakaj? Jaz bi rekla moja družina, vsak član na svoj način, tako da delo diš, pa res super. Prej si omenila jedi, zdaj pa najljubša kmečka jed? Svinjske jetrce od mamce, pa zelje, kislo, ali pa dušena govedina od mamce, mamina kuhna. To je zdaj kar ABC, torej ne samo prva. Ja, če je kombinacija vseh, je super. In še zadnje vprašanje, kaj ti pomeni družina? Jaz bi rekla, da varnost vedno me spodbujajo, tudi če kaj narobe naredim, radi izpostavijo. Ampak se imamo pa res vedno fajn, ko smo skupaj z družino. Super. Nina, res hvala lepa za ta prijeten pogovor in topel sprejem na vaši kmetiji, ker tudi že pošteno dišim od dobrot. Želim ti res vse dobro na tvoji poti. Hvala, da ste prišli, pa da ne otelačite šli od vas domov. Zagotovo ne. Hvala tudi vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci podcasta. Z vami sem bil Marko Mesojedec in poslušamo se kmalu.